4. dan radijskega misijona, prva cerkev. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in dragi gledalci v 4. dnevu radijskega misijona. Tokrat je z nami brat Miran Špelič. Govorili bomo o prvi cerkvi skupaj z naslovom Hodimo skupaj s prvimi ali kot prvi kristjani. Brat Miran, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu. Hvala za dobrodošlico. Se mi zdi pametno, da začnemo z enim takim osnovnim vprašanjem. Kaj mislimo natančno, ko rečemo prva cerkev? Ko rečemo prva cerkev, je ne ločimo od druge, tretje in četrte, ampak mislimo na cerkev ob samih začetkih, na prva stoletja cerkve. In ta prva stoletja so bila silno pestra. Recimo, da vzamemo prvih 6-7 stoletij, potem se stvari precej spremenijo, potem stopimo v srednji vek, tako da nekako ta prva cerkev, prvi kristjani pokrivajo čas antike in pozne antike. Tu je že cerkev vstopila v neko konkretno situacijo. Zaživela je znotraj rimskega cesarstva. To je pravzaprav ena sama država, enotna država, ki obsega ves sredozemski bazen in sega potem včasih celo tja do meje Škotske, potem do Rena na tej strani, v Romunijo. Na vzhodu pride celo do Irana, do Perzije, včasih, ne ves čas. Na jugu potem pride do Egipta, ves severni pas nad Saharo in potem spet evropski del. In vse to je bilo povezano s cestami. Ceste so bile tisto povezovalno orodje, kot danes mediji, kot danes komunikacijska mreža. In te ceste je vzdrževala rimska vojska, katere glavno delo v miru, kolikor je bilo pač miru, Pax Romana, kadar se niso vojskovali, osvajali, kadar niso branili meja, so gradili ceste. In te ceste so omogočile, da je krščanstvo lahko se zelo hitro razširilo po praktično vsem področju cesarstva. Kaj pa je to, kar je bistveno za to prvo cerkev? Verjetno, če bi bile samo ceste in da ne bi bilo volje in duha, bi tudi ceste nič ne koristile. Ceste so bile potrebne zato, da je po njih stopila nova vojska, vojska oznanjevalcev evangelija, ki pa je bila tako kot tudi redna rimska vojska zelo pestra. Sestava prve cerkve je neizmerno raznolika in predlagam, da si najprej pogledamo 3 take zelo skrajne poglede, 3 skrajne strani napetosti te prve cerkve, 3 alfa in omega, tako rekoč. Prva taka velika napetost je čisto časovna. V prvi polovici tega obdobja, tam do začetka, do sredine 4. stoletja, imamo preganjeno cerkev. Cerkev, ki je ogrožala cesarstvo. Cesarstvo se je čutilo ogroženo. To cesarstvo, ki je prenašalo religij, malo morje religij in kultov, se je čutilo ogroženo od tega enega in edinega čudnega, nenavadnega kulta iz Bližnjega vzhoda. Začutilo je, da se bodo stvari zelo spremenile s tem nenavadnim kultom in zato so ga skušali zatreti, ker vsako cesarstvo teži po stalnosti, po enovitosti, po tistem starem redu, kot je vedno bilo. Po nadzoru tudi ne. Seveda. In zato so preganjali kristjane. Poskušali so jih preprosto zatreti na vse možne načine. Z različnimi ukrepi, najhujši je bil preganjanje in mučeništvo, mučenje, zastraševanje. Ampak to zastraševanje je povzročilo ravno nasprotno. Rezultat tega je bil, da je bilo kristjanov vedno več. Kri mučencev, seme novih kristjanov. Potem se stvari v 4. stoletju zasukajo. Krščanstvo postane dovoljena religija, kljub temu še čez 50 let imamo eno manjše preganjanje, potem pa dobiva krščanstvo vedno večji vpliv, postane svobodna, privilegirana, celo gospodujoča religija. Eno in drugo je prvo krščanstvo. In krščanstvo se je znašlo v enem in v drugem kontekstu. Eno in drugo je bilo, to lahko razumemo, del Božjega načrta. Vendar pa ta raznolikost kaže tudi na današnjo situacijo. Tudi danes imamo kristjane, ki so preganjeni, in tudi danes imamo krščanstvo, ki
želi vladati, ki je poglavitna, ki je državna religija. In še vse tisto vmes med enim in drugim. Kristjani smo že od samega začetka zelo raznorodni, raznoliki na vseh možnih področjih in načinih. Prav tako, ko se je vzpostavljalo obredje in liturgija, je bilo zelo drugače od do, ne. Kako to, da tudi v tem današnjem času, recimo, če pogledamo na obrede, so drugačni, nekateri se zavzemajo za to, da bi se vrnili v čas, ne vem, pred koncilom in tako naprej. Kako to, da se take polemike ustvarjajo tudi okoli obredja samega? To je na neki način novost v krščanstvu, vendar pa nam ravno pogled na stari vek, ko še ni bilo tega problema, lahko pomaga, da razumemo, zakaj prihaja do tega, in da poiščemo na neki način ne ravno cepivo ali zdravilo zoper te včasih tudi nevarne težnje, ampak zato si poglejmo še ostali dve tisti napetosti iz antike. Prvo so omenila tisto preganjanje kristjanov in potem kristjani, ki imajo svobodo. Druga velika raznolikost je bila v tem, da so kristjani prihajali, prvi kristjani, vsi do zadnjega iz judovstva. Vsi so bili Judje in so samo svoje judovstvo živeli na nov, na krščanski način. Potem pa naenkrat pride do otvoritve, do odprtja v nov poganski svet. In prihaja vedno več vernikov iz poganstva. Celo tako veliko, da se tisti judovski element začenja izgubljati. Torej imamo prve kristjane, ki so bodisi bili nekoč Judje, bodisi so bili pogani. Prihajajo kristjani iz judovskega okolja in iz poganskega okolja in tu med njimi se dostikrat pojavljajo tudi dokaj težka in huda trenja. Pomislimo samo na Petra in Pavla, ki sta bila oba Juda, ampak Pavel je zagovarjal bolj kristjane iz poganstva in sta se morala kar nekaj časa pogovarjati, da sta ugotovila, da sta na isti barki. Čeprav so se nekatere Pavle vmes tudi potopile, ne. Peter je pa moral zapustiti svoje in iti daleč v Rim. Ta napetost med judovstvom in poganstvom se je potem izrazila tudi v tem, da so prevzeli del judovskega obredja, ker drugega niso poznali. Judje so ostali Judje in so še naprej opravljali judovske obrede. Pogani pa nekako niso smeli več darovati svojim bogovom. Kaj so pa našli? Ja, judovskega tudi niso mogli prevzeti, vendar pa so po judovskem vzoru oblikovali nekaj novega. In tako se tudi obredje takrat že pojavilo v tej napetosti med judovskim in nekoč judovskim, nekoč poganskim. Neko novo obredje dobimo. Pri obojih, pri judovskih in poganskih kristjanih imamo po eni strani bogato dediščino, ki jo prinesejo s seboj. Poganski prinesejo recimo filozofijo, prinesejo platonizem, ki je vrhunska misel, ampak ne celoti sprejemljiva. In potem od obeh dediščin se morajo odtrgati. Tako judovski kristjani kot poganski so morali prelomiti z radikalnim judovstvom ali z radikalnim poganstvom in ustvariti nekaj novega. In ta velika novost ni bila samo mešanica judovskega in poganskega, ampak je tukaj se Sveti Duh moral kar potruditi, da je postal, da smo dobili tako imenovani novus genus, novi rod, ki niso ne eno ne drugo, ampak nekaj povsem novega. Kar pa temelji in ima dediščino v vsej stari zavezi in v vsej stari filozofiji. Torej, hkrati smo dediči vsega starega, obenem pa smo ustvarjalci nečesa novega. In to se potem pozna tudi v bogoslužju. To je bila ta najna druga. Počakajte že malo, še tretja, tista velika napetost, ki jo kaže prva cerkev, ki se tudi odraža v obredju in bova lažje razumela in lažje potem vstopila v problem obredja. Prva cerkev pokaže tudi veliko napetost med karizmatičnostjo in institucionalnostjo. Prvi apostoli niso imeli nikakršne institucije. Jezus jim ni zapustil nobene bule, nobenega apostolskega pisma o ustanovitvi kongregacije ali ukinitvi kongregacij. Ali kakšno birokracijo, ne? Ampak jim je samo naročil, pojdite in počakajte še nekaj časa, še 10 dni počakajte, pride Sveti Duh. Še malo, bo prišel vsak čas. In ta Sveti Duh je
vir vseh karizem. To je prva cerkev je karizmatična, vendar pa kot taka ne more obstati sama. Peter stopi naprej. Peter je dobil ključe in Peter postane karizmatični in institucionalni voditelj te čudne združbe, ki potem raste po obeh tirnicah. Tako karizmatična cerkev, katere odraz so recimo prvi preroki in apostoli, tisti širša oblika skupina apostolov, o njih beremo v spisu Didahe, kot potem tudi episkopoj in diakonoj, se pravi škofje in diakoni, ki pa so zametek institucionalne cerkve. To dvoje vzporedno raste. In to dvoje ima spet neke trenja, spet ima napetosti, vendar pa je logika tu vedno logika dopolnjevanja. Kot se je judovstvo in poganstvo moralo dopolnjevati, tako tudi karizmatičnost in institucionalnost se dopolnjujeta. In tako tudi obredje, tako preroki kot tudi škofje obhajajo Evharistijo, ampak najbrž na precej različen način. Karizmatičen, institucionalen, bolj urejen, bolj po duhu. Vendar pa je pomembno, da ti preroki krožijo od ene do druge skupnosti, od enega do drugega škofa in na ta način povezujejo prve krščanske skupnosti. Nimamo drugih orodij za povezavo, razen to popotno strukturo, ki je bila nujno potrebna v prvih desetletjih cerkve, da je cerkev bila enovita. Da so tisti potujoči pridigari hodili, navduševali vsak svojo zgodbo in šli naprej in nosili s seboj tudi Evharistijo. In s to Evharistijo iz ene, ki so nosili drugo skupnost, dokazovali, smo ena cerkev. Nismo združba, federacija 35 cerkva, 100 cerkva. V teku stoletij se vsaka ustanova malce utrudi, morda okameni, nima več toliko prožnega duha, nekako karizme so žive, ampak tej strukturi nekako ne pustijo, oziroma struktura jim ne dovoli, da bi te karizme lahko čisto svobodno zadihale. Kako vi ocenjujete recimo današnji trenutek cerkve, papeža Frančiška, ki skuša odpirati stvari, ki daje tudi krščenim laikom mesta v kuriji, tudi ženskam, ne? To je bilo do zdaj nekaj nevidenega. Kot je bilo nevideno krščanstvo dotlej, ko se je pojavilo, krščanstvo je religija novosti. Vedno prihaja kaj novega. Tudi Tridentinski koncil, ko je prišel tam v davnem 16. stoletju, je prinesel take novosti, da so bile nezaslišane. Ampak potem, ko se pa na te stvari navadimo, postane pa običajne. Mislim, da tu obstaja zanimiva napetost, ki jo lahko vidimo od prve cerkve pa do danes. Da karizmatičnost in institucionalnost ne utripata vedno v istem ritmu. Nimata enake valovne dolžine in nista obe hkrati na vrhuncu ali obe v zatonu. Zato je zelo dobro, da gledamo, kaj vse se je že zgodilo v tej zgodovini cerkve. Da pogledamo, kako veličastno je rasla institucija, kako lepo se je gradila, kakšni dosežki so se tu zgodili in kako je ta institucija prinesla v družbo, rimsko družbo tistega časa, in potem v srednjeveške družbe in današnjo sodobno družbo, kako prinaša evangeljske vrednote. Kako je ta institucija prinesla šolstvo, zdravstvo. Ta institucija je potem prinesla cel kup novih drž, spoštovanje do življenja, spoštovanje do ženske, spoštovanje do tistega, do otrok, do majhnosti in pa tudi pogled v eschaton. Vse to brez institucije ne bi bilo mogoče. Po drugi strani pa poglejmo tudi vse vznike in vse vrhunce karizem, ki so dostikrat vezane na posameznike, ki so bili posebej obdarjeni. Za institucijo potrebujemo tudi karizmatičnega posameznika, ampak v instituciji je veliko delavcev, veliko vojakov, veliko uradnikov, ki to vzdržijo skupaj. Pri karizmi pa je potreben en voditelj, ki mu sledijo njegovi navdušeni privrženci. In koliko tega je bilo že v zgodovini cerkve, prvi cerkvi in kasneje. In mislim, da se v današnjem času srečujeta oba vrhunca.
tako institucionalni kot karizmatični. In da se je to pripravljalo kar nekaj desetletij. Vse tja od drugega Vatikanskega koncila dalje. In zato, seveda, ker je to tolikšna novost, je to lahko seveda moteče za tiste, ki pa bi raje živeli na varnem, po starem, ampak reka teče vedno samo navzdol. Navzgor jo je težko prenašati. In tudi razvoj ostaja vedno navzoč. Teče ista voda. Voda je ista, samo reka je drugje. Še eno primerjavo, če mi jo dovolite. Tisti, ki smo stari recimo vsaj 40 ali pa še malo več let, smo bili navzoči pri kuhinjskih opravilih v zelo različnih kuhinjah. Ko sem kot otrok hodil na Dolenjsko k stari mami, je pri njihovih sosedih še gorel odprti ogenj. So vse kuhali še na odprtem gnjišču. In niso imeli dimnika, pač pa se je dim lepo valil skozi zgornja okna ven pod slamnato streho. Pri stari mami so že imeli zidan štedilnik. Štedilnik se pravi šporhet, se pravi varčni, ker ni bilo treba toliko drv porabiti. Tudi to je bilo najbrž pomembno, da si z manj drvmi lahko več skuhal. In še dimnik je bil, ni vse bilo črno od dima in katrane in saj. Ampak doma pa smo imeli plinski štedilnik, sicer še brez vseh varovalk, in zato mi dolgo ni bilo dovoljeno se ukvarjati s kuhinjo, ker bi lahko kaj eksplodiralo. Potem pridejo električni štedilniki, steklo-keramične plošče, mikrovalovne pečice, konvekcijske pečice. In danes bi še šli kuhati v črno kuhinjo, razen v kakem filmu ali na kaki izzivalni TV oddaji. Ampak juha je pa zelo podobna. Golaž se skuha na enem in na drugem. Skočijo nazaj v cerkev. Cerkev ima različna orodja, s katerimi se izraža. Govorica se spreminja. Ampak vsebina je pa evangelij. Vsebina je Božje razodetje, ki pa je ves čas isto. Vsebina je klic k odrešenju, ki ga Kristus prinaša vsem časom. In tu moramo biti zvesti vsebini. Dobro je vse to poznati, vso to zgodovino dobro obvladati, da vemo, od kod prihajamo, da vemo, da nismo mi za vse večne čase, da ne bodo mikrovalovne pečice ostale edine in glavne za vse, do konca sveta. Se bo še kaj spremenilo. Ja, svet gre naprej, mediji grejo naprej, tudi Radio Ognjišče zdaj poslušalci oziroma gledalci gledajo in lahko vidijo in spremljajo. In tudi tisti ljudje, ki so nekako alergični malce na strukture cerkve, dvigajo svoj glas in kritizirajo prvo, drugo, tretje, četrto stvar in imajo dostop tudi do ljudi in se zavzemajo za tako imenovano prvotno cerkev, to, kar naj bi cerkev v resnici bila, zavzemajo se za drugačno obredje in me čudi, da vendarle nagovorijo določeno število ljudi. Kaj pravite na to? Tu mislim, da gre za zelo preprost refleks. Znano je prijetnejše, bolj varno. To, kar je znano, to, kar je bilo že toliko časa, bo pa še zdaj dobro. Novosti so nevarne. Novih stvari se otepamo. Hkrati pa mora biti vsakih nekaj let sprememba, so novi avtomobili, iščemo nova pogonska sredstva, iščemo nove obleke, gradimo nove hiše, samo nekih v cerkvi bi pa želeli imeti vse še po starem. To je pravzaprav protislovje. Ravno cerkev je tista, ki je vedno prinašala novost, ampak ob tem ohranjala staro, ohranjala vsebino. In zdaj, če nekdo misli, da bo z ohranjanjem forme lahko ohranil tudi vsebino, ne, vsebina je šla že odtekla, že šla naprej. In dostikrat lahko nekdo, ki skrbi zgolj za zunanjost, zgolj za to formo, zgolj za institucijo, spregleda, da je ta institucija se že izpraznila. Da nosi prazen vrč. In da ta prazen vrč, ki je lahko še tako lep, še tako dragocen,
ne bo nikogar odžejal, ker je že tista voda bila pretečena, stekla v nekam drugam. In je treba poiskati nove izraze za isto vsebino. Problem je v tem, da evangelij ostaja. Morda se tisti, ki imajo radi stare oblike, da mislijo, da bo da se v novi obliki ne da posredovati evangelija, da se bo evangelij pokvaril. Tako kot so se mnogi ljudje bali uporabljati plinski štedilnik ali pa električnega. Ne, bomo raje na drva. Ampak žal čas teče naprej in tudi cerkev išče izraze. In ravno papež Frančišek, ki je svojo karizmatičnostjo in svojim naporom, svojo skrbjo za institucionalni vidik cerkve pokazal, da to dvoje ni v nasprotju. Da tudi te karizme, ki so se pokazale v zadnjih desetletjih, da jih je treba institucionalizirati, ampak ne zamoriti z institucijo, pač pa ujeti v institucijo. Voda, ki teče iz studenca, to vodo, če želimo jo spiti, jo je treba zajeti v nekaj. Jezus ustavi Samarijanko, ki ima vrč, pa ji potem on da piti vode, čeprav jo je on prosil za vodo, ker je imela pač vrč, s katerim bi lahko iz studenca načrpala. Ja. Ker je radio živ medij in aktualen, bi se obrnila še na to vojno, ki poteka tako rekoč na našem skorajda pragu. Prej ste rekli, kaj vse je krščanstvo prineslo, in res je, krščanstvo je izobrazilo, lahko bi rekli, Evropo odkar so bili samostani in tako naprej, opismenilo, naučilo kmetijstva. Ampak kakšna bolečina je pravzaprav za tudi naše krščanstvo ta vojna? Kako vi to doživljate in kakšen odgovor bi morala dati tudi uradna cerkev, po vašem mnenju? Uradna cerkev se zelo trudi. In papeža Frančiška poslušamo ves čas, kako prosi za mir, kako spodbuja vse dejavnike, vse tiste, ki se o tem odločajo, naj vendarle prenehajo s to vojno, ne podpihuje nobenih sporov in spodbuja. Spodbuja, kliče, več kot to pa ne more. Ne more nastopiti z divizijami in z neko s tajno službo. Vendar pa s cerkveno diplomacijo. Poslal je svojega elmozinarja, da je šel v njegovem imenu miloščino deliti tistim najbolj ubogim in mu povedati njim, da je papež z njimi, in potem njihove besede prenesti papežu. Cerkev nastopa v vseh teh stoletjih kot glasnica miru, vendar pa je marsikdaj v tem tudi neuspešna. Kar je pristne cerkve, je vedno bila za mir. Ampak v cerkvi so bile dostikrat tudi nepristne težnje, tudi podpihovanje vojn, tudi kar nekaj koncilov in sinod je bilo namenjenih temu, da so se dogovarjali, kako bodo šli na vojno, kako bodo osvobodili tiste kraje, kjer je živel naš odrešenik Jezus Kristus, kako jih bodo naredili spet odprte za romarje. Vendar pa so se ti načrti ne samo izjalovili, ampak tudi pokvarili sami v sebi. Tako da je konec koncev sveti Frančišek brez orožja uspel doseči to, da so pustili romarjem vsaj do neke mere na te kraje, medtem ko so križarji dostikrat iskali samo svoj lasten profit in avanturo. Tudi cerkev je zorela in zori v svoji miroljubnosti in mirotvornosti v stoletjih. In mislim, da bo tudi zdaj imela to priložnost, da bomo še naprej molili se, zavzemali za mir, obsojali vojno in pomagali vsem tistim, ki so v tej vojni žrtve, in teh je bistveno več kot tisti, ki so to vojno zakuhali. Preden greva na obleko, ki jo nosite, ker bo to polje pogovora potem v nadaljevanju, bi samo to vprašala, še kaj po vašem mnenju lahko naredimo mi, navadni državljani Slovenije, zdaj ob teh rekah beguncev, ki hodijo k nam? Kot prvo, papež Frančišek nas spodbuja k gostoljubnosti. Naj jih sprejmemo, če želijo tukaj ostati. Naj jim pomagamo, če želijo iti naprej. Pokazati jim je treba bližino. Bližino in jim prisluhniti, kolikor je to pač mogoče.
da bodo imeli, bodisi če bodo šli samo preko Slovenije, da bodo imeli v tej Sloveniji občutek, tu pa ni bilo tako zelo hudo, tu smo se že lahko oddahnili, ali če bodo to izbrali za svoj začasni novi dom, da bodo rekli, vse je drugače kot doma, ampak vsaj neke domačnosti pa vendarle tukaj občutimo. Jezikovno smo dovolj blizu, da se vsaj nekaj osnovnih besed da razumeti, in pa pogled lahko veliko pove. Tudi krščansko smo si blizu. Tudi. Kajti v Ukrajini je večina vernikov so kristjani, bodisi katoliški, bodisi grško-katoliški ali pravoslavni. Brat Miran, zdaj pa obleka. Včasih je bila obleka znamenje, pričevanje. Ali je danes še tako, ali je včasih obleka tudi, ne vem, kamen spotike? Obleka je vedno bila več kot samo ogrnitev telesa, več kot zaščita pred mrazom, več kot znak sramežljivosti. Obleka je bila, je in tudi bo vedno ostala tudi znamenje. Z obleko marsikaj povemo. In zato je prav, da tudi obleki damo neko veljavo. Predvsem pa, tako kot z besedami. Če so besede izraz tistega, kar je v srcu, so iskrene. Če govorimo nekaj drugega, kar mislimo, smo lažnivci. Isto velja za obleko. Tudi obleka mora izražati tisto, kar človek je. Tudi redovna obleka, tudi kleriška obleka. Mislim, da je zelo primerno, da ta obleka obstaja. Samo, kaj želimo s tem povedati? To, da smo nekaj več, to, da smo nekaj drugega, da smo posebej izvoljeni, ali pa, da smo mi tisti, ki smo poklicani k služenju, tisti, na katere se lahko človek obrne, takrat, kadar morda vse drugo že zataji. Priče evangelija tudi s to obleko. Tudi to moramo biti, ker je ne samo razkazovanje, tudi včasih prenašanje, ne bom rekel trpljenja, ampak prezira je tudi že pričevanje. Ampak tega je zelo malo. Iz lastne izkušnje lahko povem, da ne iščem znakov spoštovanja s to obleko, ampak tudi preziru se ne morem izogniti, čeprav ga je res zelo malo. Ampak to dostikrat lahko spodbudi nosilca te obleke, takšne obleke, da je še posebej naklonjen tistemu, ki prezira, da mu še posebej želi blagoslova in miru, kajti če prezira to obleko in če prezira evangelij, potem pomeni, da se je najbrž zgodilo kaj zelo hudega v njegovem življenju. Ker tisti, ki prezira evangeljske vrednote, bratstva, ljubezni, pomoči, potem pomeni, da ali ni razumel evangelija in ima čisto svojo napačno predstavo o njem, ali pa potrebuje resnično spreobrnenje in blagoslov. In tega samo lahko da. Jezus je, preden je odšel, rekel eno željo, ki se mu, ne vem, ni čisto izpolnila, da bi bili eno. Še vedno nismo eno, ampak za to enotnost se je treba truditi. Kako je to uspevalo prvi cerkvi in kako nam to uspeva danes? Ni ji uspevalo in tudi nam danes ne uspeva, ampak to ne pomeni, da moramo obupati in reči, nikoli ne bo nič bolje. Že konec prvega, v začetku 2. stoletja, torej na samih začetkih, ko beremo pisma svetega Ignacija Antiohijskega, v njih kar kipi od spodbud k edinosti. Nič ne vemo, da bi bili kakšni razkoli. Ampak zakaj tako poudarja to edinost? Zakaj mu je to tako zelo pri srcu? Med vrsticami preberemo, že takrat je bila cerkev nevarnosti, da se razkolje. Že takrat so bile očitno neke težnje po delitvah. Zato ima res, tisti njegovi izrazi so tako prisrčni. O, kako lepo se vaši duhovniki ujemajo z vašim škofom, kot strune na citri. Kaj to pomeni? Ja, da se najbrž niso povsod vsi duhovniki tako ujemali s svojim škofom in da je tisti škof in njegova duhovščina bila zgled nekega ujemanja. Tako kratek čas sem bil pri vašem škofu, pa sem to opazil. To pomeni, da je morda kje drugje opazil pa kaj drugega. In da kako hvali, in ker to seveda ni bilo namenjeno samo tisti cerkvi,
pač pa vsem cerkvam, ki so to potem brale, so lahko iz tega razumeli, kako pomembna je skrb, napor za edinost v cerkvi. Ali mislite, da se danes ne zavedamo dovolj pomena te edinosti, ker posledično ta energija odteka nekam drugam, ne? Seveda se ne zavedamo, kot se takrat niso. In še večji razkol je nastal v Severni Afriki že v času svobodne cerkve. Tega Ignacija so peljali v Rim, da so kot mučenca, kot bodočega mučenca. In je že v tisti preganjeni cerkvi začutil kaline edinosti. Potem, ko je cerkev svobodna, 4. stoletje, pa se v Severni Afriki zgodi najhujši razkol, katerega posledice lahko danes vidimo v Severni Afriki, ko lahko z lupo iščemo avtohtone kristjane, ker jih ni več. Takrat preprosto nekateri niso razumeli, da je cerkev šla korak naprej, da je cerkev morala zaživeti v novih okoliščinah kot svobodna ustanova, kot ustanova, ki lahko gradi svoje cerkve, ki lahko izvaja svojo dobrodelnost, ki ima tudi nekako svoje intelektualce, ki ima svojo teološko, literarno produkcijo. Ne, oni so hoteli živeti po starem, ko so bili še preganjeni. To je bil njihov ideal. In do tega ideala so prišli z nasiljem. Nasilno so nastopali proti tem oportunistom, ki so se paktirajo z Rimom, z rimsko cerkvijo in rimskimi oblastmi. In so jih napadali. In iz tega je nastal ta veliki severnoafriški razkol donatizma, ki je pripeljal potem Avguština do tega, da jih je s pomočjo dialektike pravzaprav speljal v kozji rog. S pomočjo čiste logike in dialektike, s pomočjo govorništva jim je dokazal, da nimajo prav. Ampak, saj veste, če nekomu dokažete čisto jasno, da je 1 in 1 2, pa če je prepričan, da je 3, bo zanj ostalo to 3. In za njih je ostalo to 3, ostali so pri svojem in rezultat, ki ga vidimo danes v Severni Afriki, je očiten. In potem lahko to tudi se vrača spet na naše obredje in na naše sodobne potencialne razkole, kam lahko pripelje takle spor glede obreda. Spor glede tega, da se ne soočimo s cerkvijo, ki govori v današnjem jeziku, današnjemu človeku, ampak želimo, da bi cerkev govorila v včerajšnjem jeziku, v včerajšnjemu človeku in bi ostali kar v včerajšnjem dnevu. In smo zelo pripravljeni biti tudi napadalni, sicer ne fizično napadalni, ampak verbalno. Tako se začne običajno, ne? In tega kar nekaj lahko poslušamo. Kam to pripelje? Imamo zgled iz prve cerkve, zelo jasen zgled iz Severne Afrike, kjer krščanstvo preprosto je lahko potem, ko je prišla neka nova kriza, ni imelo nobene moči, ker je bilo izpito, iztrošeno iz teh notranjih bojev. Brat Miran Špelič, kaj je za vas največji izziv, ki je postavljen pred cerkveno občestvo na Slovenskem, po vašem mnenju? Kaj je za nas kristjane tega časa, tega trenutka? Evangelizacija. Ta pojem je nekako spravil na dan papež Pavel VI., papež mojega otroštva. Izvoljen je bil, ko sem bil še čisto majčken, in napisal je okrožnico o evangelizaciji, Evangelii Nunciandi, in s tem, ko je uvedel ta izraz, je naredil preprost premik, ki ga pa še nismo čisto zaslutili. Nekoč so govorili o apostolatu, danes pa o evangelizaciji. Če govorimo o apostolatu, kar je čisto res in v redu, je poudarek na apostolu. Apostol je tisti, ki gre in ki oznanja, ki hodi po vsem svetu in pridobiva vernike. Pri evangelizaciji pa je poudarek na vsebini, na evangeliju. In tu ni več enega apostola, ki bo odgovoren za to, ampak vsi, ki verujemo v evangelij, postanemo apostoli, evangelizatorji. In to je tisti izziv, ki ga še nismo čisto dojeli. Janez Pavel II., papež naše mladosti, je k tej evangelizaciji Pavla VI. Pritaknil pridevnik nova. Nova evangelizacija,
ki ni nova po vsebini, ampak nova po sredstvih. Bolj po znova, načinih. ne? Znova. In sveta tudi začel en lep dokument ima znova začeti pri Kristusu. In to je tisto, kar moramo odkriti. In papež Frančišek zdaj uči, kako je vsak odgovoren. Nihče se ne more skriti in reči, to je pa odgovornost onih drugih. Ne, vsi kristjani smo odgovorni za to svojo ubogo razpadajočo cerkev. Frančišek jo je popravljal v svojem 12. 13. stoletju, mi jo bomo popravljali v 21. On je šel in 3 cerkvice popravil in potem začel z brati oznanjati okrog, mi bomo poiskali, kje se naše cerkve podirajo. Saj smo, hvala Bogu, obnovili kar precej cerkva, ki so bile napol porušene ali tudi še zbombardirane. Ampak zdaj je treba stopiti pa še na cesto. Kako? Na cesto, ki so jo zgradili rimski legionarji, na cesto, ki pelje od Ljubljane proti Mariboru, ali pa na te ceste, ki so bile vzpostavljene z novimi orodji komunikacije. To je zdaj tista cesta, kamor mora kristjan stopiti, da bo slišan, da bo povedal, kdo je in da bo povabil še druge. Ali po vašem mnenju znamo našteti razloge upanja? Ne. Se bomo morali še naučiti, jih preiskati sami pri sebi, zato pa imamo misijon, da poglobimo svojo vero in da tej veri damo izraz, ki bo takšen, da bodo celo drugi prišli nas vprašati, kdo pa ste vi? Ali lahko pridemo še mi zraven? Pri vas je tako lepo. Vi imate pa tako upanje. Z vami je lepo biti. Ali pa bo beg od cerkve samo še večji, če bo naš obraz mrk in če bomo odganjali. Ni treba reklame. Reklame so laž, dostikrat so laž. In photoshopirani izdelki. Ne nočemo photoshopirati evangelija. Nočemo dajati nekih popustov. Ampak pristen evangelij je tisto, kar lahko človeka najbolj izpolni, ne samo o sreči, ampak tudi v žalosti ga lahko spremlja. Pristen evangelij je za vsakega človeka v vseh njegovih okoliščinah. Samo odkriti ga je treba, živeti in posredovati. In tega se bomo učili. Prvih kristjanov ni nihče učil, ker ni bilo nobenega strokovnjaka za medije, niso imeli nobenih svojih šol, ampak preprosto iz narave, iz žive vere, iz svoje karizme je duh jim dajal, da so govorili. Tudi mi ki se lahko že opiramo na vso to zgodovino, ne bomo ponavljali zgodovine, ker je ne moremo, ampak iz te zgodovine se bomo lahko veliko naučili. Dobili tistega duha, prepoznali duha, ki deluje tudi danes. Zato je pomembno, da se oziramo v prvo cerkev. Ne kot v muzeji, ne samo kot v zbirko arhivskih dokumentov, ampak kot tisti prostor, kjer vidimo, kako je zaživelo oznanilo evangelija. In da se postavimo v vrsto. V vrsto tistih, ki podajajo, ki predajajo iz rok v roke. To ni tekoči trak. To je živa vrsta, to je živa veriga, ki se ne sme pretrgati. Če se pretrga, na enem koncu sveta je treba narediti obvoz. Baje, da pravijo medicinci, če se ena žila nekje zamaši, telo poišče prostor in krvni obtok najde obvoz, če že ne naredimo neke obvodnice, bypassa. Tudi tukajle, če se bo pri nas ta črta pretrgala, potem bo pa nekje drugje, od nekod drugod prišel ta isti tok. Severna Afrika se je pretrgala, še ni na novo evangelizirana. Pri nas se tudi morda že malo mašijo žile, ampak kaj lahko storimo? Mi danes, zdaj, tukaj. Ja, zdrav način življenja, ne, tudi tukaj ne bo odveč verjetno. Kaj je zdrav način življenja? Kaj je rekreacija? Kaj je zdrava hrana pri krščanstvu? Molitev, sakramenti, dobra dela. In pa seveda opiranje na izvir.
iti k izvirom, da se tam tudi napijemo, okrepimo, da prepoznamo karizme, da se tiste karizme, ki so še žive, ki še tečejo, da se pri tistih odžejamo in prepoznamo, kje so nove. Da vidimo, kje je karizma in kje je postana voda. Ja, s to postano vodo bo konec tega najinega pogovora. Brat Miran, veseli me, da ste na koncu opozorili na veselo oznanilo, kar je evangelij. In našim gledalcem, poslušalcem seveda priporočam to v branje in odriv na globoko. Kaj pa je vaša zaključna misel? Za zaključek ali še bolje za začetek bi preprosto samo prosil Svetega Duha, naj z isto močjo kot na prve binkošti in z isto močjo kot na vse vmesne binkošti deluje tudi zdaj, v tem velikonočnem času, naj enako močno zaveje, kot je takrat zavel, v naša jadra, v naša krila in naj nas nauči in naj nam da tudi moči, da bomo sprejeli evangelij, da ga bomo ponotranili in da ga bomo znali tudi prenašati, predajati naprej, tako naslednjemu rodu, kot tudi našim sovrstnikom, našim sosedom, da bo lahko to bogastvo evangelija živo, da bo raslo in da bo obrodilo sadove, zdaj in za večnost. Amen na to. Hvala lepa vsem, ki ste spremljali ta pogovor. Hvala pa tudi vam, brat Miran Špelič, in želim vse dobro tudi v tem predvelikonočnem času. Veliko blagoslavov vsem.